stari, Lima! Lima! Hej, Lora! Ta malo sem odložil v vrtcu, zdaj bom peljal enega drugega fročeka k babici in ker smo se tukaj ustavili, sem pa najdel eno marcino, le zdaj to. 3, 4, zdaj. Stari, kolikor obrneš, ne? Ta perk v Sloveniji ni dost in vsakič, ko kakšno vidim, sem prav vesel. No, danes me pa služba prenesla tukaj v gori. Režim se, ker sem že 4-krat zajel. Danes me pa služba prenesla tukaj v Gorenjski konc, zato ker Škoda predstavlja prenovljeno Octavio. Evo vam je ratal. Joj, šaba ne. No, evo, jaz sem tukaj, avti tudi, malo sem pozen, ampak nič hudega, važno, da zahakla mene ključe, pa da se gre malo pelat. Zdravo, Kačo. Sam še tole, star? Sam še tole, to sem mi prinesel ven. Evo, ključe imam, gremo se pelat. Veš, z Octavio je tako, da je pri prenovi postala pametnejša, varnejša, ampak bolj od vsega je pa pritegnilo pozornost to, da je malo šokirala s svojim obrazom. Oblikovalci so žaromete presekali, veš? All in all, če ga takole pogledaš, pisano, meni se sploh ne zdi napačno. Mislim, všeč ali ne všeč, se veš, vidi se taka zelo objektivna stvar, ne? Kar je meni všeč, tebi mogoče ne bo, ali pa glih kontra. Kar se zadka tiče, pa ne samo pri karavanu, tudi limuzini, ni prišlo do velikih oblikovnih sprememb. Kar se pa kabine tiče, v značilno Škodinem stilu ostaja taka razmeroma zadržana, ne moreš dobiti recimo digitalnih merilnikov, ne? Tukaj Volkswagen še vedno skrbi, da obstaja razkorak med njimi pa med Škodo. Lahko si pa misliš večji zaslon, 9,2 palčna je diagonala. Zdaj, kar se tiče pa menijske strukture pa tako naprej, temu se pa pol posvetimo, veš, ko pride avto na test. Enkrat poznaj. Drugače pa kar se tehnologije tiče, ki jo ima tale avto zdaj po novem, ne? Eden je definitivno parkirni pomočnik za tiste, ki imate prikolice. To ste že videli, da kako dela? V bistvu avto s tvojo pomočjo sam zračuna, kako pa na kakšen način je treba prikolcu zmanevrirati v tak dost ozek parkiran prostor in to je taka zelo koristna stvar. Mislim, če imaš prikolca. Drugače pa prenova prenesla tudi optimizacijo parkirnega pomočnika. Valjda bo sama od sebe tudi zabremzala, če bo videla nevarnost trka, pa ne samo to, ko boš ti ritensko vozil, tudi ta plac tukaj zadnji avto nadzira in ta prečni promet, recimo, ko ti zapuščaš parking plac, je včasih lahko res malo smotan, veš, kaj hočem reči. In polka avto prepozna, da si ti v bistvu zafrknil, on sam spremljala bo pa lahko tudi z mobilnim LTE modulom, ne, za hitro internetno povezavo, pa take reči. Prenova valjda obsega čisto vse karoserijske različice, zdaj pa čas, da vam povem še kaj o cenah. To se pravi limuzinska Octavia, 1.2 TSI s 63 kW motorjem pa 5-stopenjskim ročnim menjalnikom, to je res gola osnova, bo stala 14 499 tisoč. Una klasika, 2.0 TDI, 150 konjev, ročni menjalnik je 22 700, če hočeš imeti pa DSG, pa 24 626. Ok, mislim, da je to. Hvala. Prosim. Fuck off, you fuck off. Fuck, če ti pokažem. Ja, motherfucker. Veš, kaj še Johnny Bravo po puščavi? Že ta tretji dan pa vroči ka prsica, pa on pa kamela, ne? Kamel je valjda v easy, Johnny pa oh man, I'm hot. Pa tako kamela, are you thirsty, Johnny? A on tako, no, just good looking. Stari, živi v kaminu. Zdaj pa tako, čas je prišel, da jaz danes prevzamem en zelo poseben avto. En avto, ki ni samo poseben, ampak je tudi zelo hiter. Pa ne samo v ravni črti, tudi v ovinkih. Pa zadnji pogon ima pa 510 konjev. Pa eno tako hecno detelco na boku. Dame in gospodje, jaz mislim, da so pa tokrat besede čisto odveč. Školkica, objam me, pokaž mi, koliko me imaš rada. Ja, se vsi strinjamo, da jaz zdaj telefon rajš dam ven, zadaj, pred izpuhe. Kaj takoj opazim, ta avto ima tiste ta geistne bremze, ne? In ki je treba zažlajfati zdaj pri nizki hitrosti, ki so še čisto hladne, moraš fejst bolj pritisniti, kot pri navadnih žlajfah. Je pa tako, jaz moram malo brzdati svoje navdušenje. Namreč danes je tork, jaz pa tale avto pravzaprav v roke šele zares dobim v četrtek. A veš, gre za to, da grem jutri na eno službeno pot v Italijo in pol bi bilo brez veze, da avto 2 dniva stoji. Zato bo tale hitra Giulia svoj dom za 2 dni našla pri sodelavcu Alešu Črnivcu, pol pa pridem počas na vrsto tudi jaz. Šit, kako je odzivna, stari, pa se pelem 35 na obvoznici, pa čutiš, kako ona hoče, da jo zagrabiš za čop. Mislim, za volan, ne za čop, masa se nisem zagovoril, malo. You got a dirty mind, boy! Zdaj pa tako, pred mano končno en frej konc ceste, jaz bom da kar v Dynamic, pa 2 prestave dole, ena bo dost, pa pojemo. Dobar je, ugrizen tudi znaš. Dobar, sva se spoznala, dosta hiter zdajle. Shit, stari, Lima! Troke si mi strašil, fajn. Ok, dosti jebancije. Jaz bom Alfo predal, prevzel spet nazaj Hyundai in se odpeljal proti domu. Aleš, tebi hvala za ride. My Gentle Giant je pa tudi potrpežljivo počakal.
Še eno stvar sem pozabil povedati. Moj zelo dober prijatelj Aljoš prodaja avto. Tole Škoda Fabio. Avto je letnik 2.8 in ima 219.000 km, ampak ti kilometri so, poudarjam, realni, pa ne samo to, glede na kilometrino se avto drži odlično. Ampak ta najboljša stvar pri tem avtu je pa njegova oprema. Imenuje se Elegance in to pomeni, da dobiš v tem paketu kupenih stvari. Ajde zdaj pa, da jaz zajamem sapo, pa če lahko vse v enem šusu preberem. Torej, avto je modre barve, ima belo streho, kar je dodatna oprema. Elegance oprema pa pomeni tudi usne paket, gretje sprednjih sedežev, sprednji sedež nastavljiva po višini, tempomat, meglenke s corner funkcijo. To je tisto, ki greš v ovink, pa ti meglenka po svetu ovink, da malo boljš vidiš, kaj se v ovinku dogaja. Zraven ima pa seveda še avtomatsko klimo, pa parkirne senzorje zadaj. Po tem trenutku ima gor še tele gangsterske feltne, ampak brez skrbi, zato ker zraven dobiš še tele. Kar se pa tiče kabine, pa stari, nikoli ne bi rekel, da ima avto toliko kilometrov, zato ker je res in tip-top shape. Kar se pa dinarčkov tiče, Aljoš za tale avto hoče imeti točen 3 jurje in niti evra manj. Prav, da je cena non-negotiable. Pa še en hakelc je pri celi stvari, tale avto bo na voljo točen do tega petka, pa niti en dan več.